Lepo zdrav in dobrodošli v še eni epizodi, kjer se spuščamo v drobovje kriptoprojektov. In tokrat imamo za vas na tapeti enega pravega dinozaura, že ki so priljubljeni, in to je XLM oziroma Stellar. Pa dejmo si ga pogledati. No, najprej dejmo obrazložiti, kaj je XLM. In imam tukaj pripravljene zapiske. No, pa dejmo si najprej pogledati, kaj ta kriptoprojekt predstavlja. In imam tukaj že pripravljene zapiske, torej Stellar XLM je kriptoprojekt, ki je zasnovan za povezovanje finančnih institucij, omogočanje hitrih in cenovno ugodnih transakcij ter izboljšanje dostopa do globalnega finančnega sistema. Zgrajen je na decentraliziranem omrežju, ki uporablja Stellar Lumens XLM. To je kot njegova glavna digitalna valuta. Projekt se osredotoča na omogočanje čezmejnih plačil in transakcij, pri čemer je posebej primeren za vključevanje ljudi in podjetij v državah z omejenim dostopom do tradicionalnih finančnih storitev. Stellar je znan tudi po sodelovanju z velikimi podjetji, kot so IBM, in po svoji okolju prijazni tehnologiji, ki je energetsko učinkovita v primerjavi s tradicionalnimi blockchain sistemi. In meni osebno se to zdi super projekt, tudi če pogledamo njihovo spletno stran, imajo zelo lepo urejeno in tudi zelo lepo obrazloženo, kaj tale projekt sploh je in o čem se gre. In če začnemo kar z našim ocenjevanjem, imamo tukaj naš ta prvi segment, to je osnovni pregled projekta, kjer pogledamo jasnost cilja projekta. Ta cilj je zelo jasen in tukaj dobi 5 točk od vseh možnih 5. Pa potem vpliv na industrijo, seveda ima tudi zelo jasen vpliv na industrijo in cilja na realno industrijo, tako da tudi tukaj dobi vseh 5 točk od možnih 5. In jasnost bele knjige, to si moramo še pogledati tukaj. To je njihova bela knjiga in kot lahko vidimo, imajo zelo jasno vse obrazloženo. Kot vemo, belo knjigo si je treba do potankosti prebrati, preden se kamorkoli kaj investira. Tako da tudi za ta segment dobi 5 točk od vseh možnih 5 točk. In če zavzamemo zdaj celoten naš prvi segment, tako dobi vseh 15 točk od vseh možnih 15. Naslednji, drugi segment je ekipa in podpora. Najprej si poglejmo njihovo ekipo. Seveda Jet McCaleb je že vsem nasplošno znan, še iz časov Rippla. On je bil tudi v Ripplu. Pa dajmo si pogledati še malček njegovo zgodovino. Tukaj vidimo, da je founder še enega projekta, VAST, pa Astera Institute, seveda co-founder Stellarja. Svetovalec je pri Machine Intelligence Research Institute, pa founder je bil celo pri Ripplu. Kot vemo, tam potem ni bil zadovoljen s procesom Rippla in je šel in je ustanovil svoj projekt Stellar. Tako da znanje tukaj vsekakor nedvomno je. Potem imamo še Joyce Kim, ki je co-founder. Dajmo si pogledati, samo malo, njen LinkedIn, napačno sem kliknil, da vidimo, kje je bila še kaj prej. Zdaj ni neki dosti zgodovine o njej. Tukaj vidimo, da je bila študentka na univerziteti v Havajih in to je to, kar imamo tukaj napisano od nje. Zdaj sigurno tudi ni posodobila svojega spiska. In potem imamo še enega co-founderja in to je David Mazieres. Dajmo si pogledati še njega, kakšno ima kaj zgodovino. Torej, ja, tudi on je znanstvenik, torej ima kar precej znanja
je bil tudi profesor računalniških ved in tudi prej je bil še co-founder pri Intrinsic, kar je bilo prej Gitstar. Tako da, ja, kar se tiče znanja in ekipe, je tukaj vse na mestu. Naslednje, kar si ogledamo, je, kdo je podprl tale projekt in gremo tukaj na fundraising. In tle lahko vidimo, da so imeli ICO in v njih je vložil tudi Stripe. Če morda kdo ne ve, to je zelo znana plačilna platforma. Tako da imajo podporo uglednih vlagateljev. In za tale segment, ekipa in podpora, ta naš drugi segment, dobijo vseh možnih 10 točk, oziroma ne, pomota, 15 točk od vseh možnih 15. Naprej imamo tretji segment in to je blockchain in žeton. Zdaj, ali je uporaba blockchaina upravičena in če ima ta žeton dejansko uporabnost. In to smo razkrili že tudi na samem začetku. Ja, blockchain je sestavni del rešitve in dobro utemeljen. In tudi uporabnost žetona je zelo jasna, zato tudi v tem segmentu dobijo vse možne točke in to je 10 od 10. Naprej imamo napredek in cilji. Je ekipa dosegla svoje cilje? Zdaj, kar sem našel, je tale stran, kjer na dolgo in široko opisujejo, kakšne cilje imajo za katero leto. In če pogledamo malček pobliže, imajo tukaj objavljeno svojo strategijo za leto 2024. Imajo zelo lepo opisano, ampak malček sem bil razočaran, zaradi tega, ker ko smo gledali druge projekte, je bilo tam pač opisano, kaj vse nameravajo in potem zraven ponavadi so bili tudi procesi oziroma odstotki, koliko so tole že dokončali. Drugače zelo lepo opisano, kakšni so njihovi plani za 2024, ampak nimamo podatka, koliko so to oni dejansko dosegli. Sem iskal tudi drugot, ampak tega podatka jaz žal nisem našel. Tako da za četrti segment, napredek in cilji, dobijo 3 točke od vseh možnih 5. In naprej imamo tehnično analizo našega žetona. To je 5. segment, kjer si ogledamo, kako kaj kaže tehnično temu žetonu, in to si lahko ogledamo kar tukaj na cryptorank.io. Imamo tukaj od spodaj tale graf in jaz bom dodal še indikator RSI, ki je tudi najbolj priljubljen, da vidimo malček bolj natančno, kaj se tukaj dogaja. In kot vidimo, imamo v zadnjem času eno kar lepo veliko rast. Ampak zdaj je tudi vprašanje, ali se bo tale rast nadaljevala. Tako da trend vsekakor zaenkrat kaže navzgor. RSI je bil sicer malo prekupljen, zdaj se je že kar lepo ohladil, ko smo prišli na 50, na mejo 50. Tako da za marsikoga je to tudi potem priložnost za nakupe. Nimamo pa še nobene skrite bikovske divergence, kar bo treba ali malo počakati, ali pa videti tukaj, če bomo še nadaljevali rast. Drugače tudi volumen tukaj je zelo dober. Tudi na CoinMarketCapu, če pogledamo, je volumen na menjalnicah zelo visok in tudi na uglednih menjalnicah je. Tako da za tehnično analizo dobi 13 točk od vseh možnih 15 točk. Vse izgleda super, edino tehnični indikatorji morda malček še varirajo. Naprej imamo 6. segment in to je sentiment. Kakšna je njihova skupnost in kakšna je adopcija uporabnikov.
In to bomo pogledali kar na njihovi spletni strani. Ponavadi imajo vse te povezave spodaj v footerju spletne strani. In ja, tukaj imajo povezavo za Discord, pa da vidimo, koliko imajo tukaj sledilcev. 16.495, morda bi lahko bilo malček več, ampak po mojem se bolj fokusirajo na X oziroma na bivši Twitter, kjer pa imajo skorajda 800.000 sledilcev, kar je pa zelo v redu številka. Potem je tukaj adopcija uporabnikov. Kot sem že na začetku razkril, imajo kar velika podjetja za sabo, tako da adopcija je kar velika, naprimer podjetje IBM. Tako da za sentiment, za ta naš 6. segment, dobijo vseh 10 točk od možnih 10. In potem preidemo na naš ta zadnji segment, to je Certik, varnostno preverjanje. Pri temu se je že zakompliciralo pri marsikaterem kriptoprojektu. Dajmo si pogledati še za Stellar. In to je Certik. Za Stellar ima zelo visoko oceno, ampak niso opravili revizije, kar je škoda. In samo zaradi tega pač je tukaj kar precej minus točk. Zaradi tega, ker nimajo opravljene revizije, potem tudi ne vidimo, če imajo kakšne rešene varnostne težave in tako naprej. Kot sem rekel, leaderboard ocena je visoka in na račun tega dobi v tem segmentu 5 točk, možnih pa je 25. Škoda. In tako, in smo na naši končni oceni. In ta ocena je 71 od 100, kar naš projekt uvršča pod povprečno, potrebnih je več raziskav. Samo še par točk bi rabilo, pa bi se ta projekt uvrstil med dobro v naslednji višji rang. Tako, to bo tudi ta raziskava, ponavadi traja še dosti dlje, ampak jaz na te videe pridem že pripravljen z vsemi spletnimi stranmi, da jih že takoj prikažem. Kaj si mislite o njej? Komentirajte spodaj, dajte video tudi kakšen všeček. In seveda, ne se pozabite naročiti na naš kanal, da ne zamudite naslednje raziskave. Lahko pa tudi v komentarjih spodaj priporočate, kaj bi si vi želeli, v kateri žeton oziroma kriptovaluto naj pogledamo naslednjič. To bo tudi to za tokrat, zdaj pa vam želim lep dan še naprej in se vidimo v naslednjem videu. Čau, čau!